Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Mestna občina Koper v sodelovanju z javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper nadaljuje z investicijami v izboljšanje bivanjskih razmer za svoje občane. V prihodnjih dneh se bo začela gradnja 4. stanovanjskega bloka v soseski Nova Dolinska, ki bo prinesel dodatnih 46 novih javnih najemnih stanovanj. Nova Dolinska, kjer že od lanske jeseni stojijo 3 stanovanjski bloki skupno 166 javnimi najemnimi enotami, bo tako kmalu bogatejša še za 4. objekt. Novi večstanovanjski objekt bo obsegal pritličje, 5 nadstropij ter kletno garažo. Od skupno 46 stanovanj bo 5 prilagojenih funkcionalno oviranim osebam. V podzemni garaži bo na voljo 47 parkirnih mest, dodatnih 22 pa bo urejenih na zunanjih površinah ob objektu. Poleg tega bo v okviru projekta poskrbljeno tudi za ustrezno zunanjo ureditev in komunalno infrastrukturo. Naložba v vrednosti 8,5 milijona evrov bo v celoti pokrita iz lastnih sredstev javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper. Po zaključku gradnje, ki je predvidena do poletja 2027, bo javni stanovanjski sklad preko javnega razpisa izbiral najemnike za nova stanovanja. Mesta v slovenski Istri se pogosto srečujejo z izzivi, povezani s sobivanjem vsakdanjega življenja domačinov ter turizma. Prav zato so v Piranu obravnavali problematiko prekomerne obremenitve okolja s hrupom, predvsem z vidika glasne glasbe v večernih in nočnih urah. Rezultat diskusije je bil sprejeti pilotni projekt merjenja hrupa, ki naj bi že v letošnjem poletju pomagal najti ravnotežje med živahnim utripom mesta ter pravico do mirnega počitka občanov. Posledično so v Portorožu namestili 3 sensor merilne postaje, 2 na križišču Obala ter 1 na začetku senčne poti. 2 merita samo raven hrupa, 1 pa zraven tudi kakovost zraka. Slednja bo torej pregledovala tudi prašne delce, ozon, dušikove okside, temperaturo, vlažnost, zračni tlak, hitrost in smer vetra ter količino padavin. Meritve po posameznih senzorjih, zemljevid postaj ter prikaz mejnih vrednosti bodo dostopni na javni povezavi turističnega združenja Portorož ter na spletni strani občine Piran. Merilni parametri bodo omogočili tudi primerjavo indeksa kakovosti zraka z drugimi evropskimi mesti. Na osnovi rezultatov bodo občane lahko pravočasno opozorili na nižjo kakovost zraka, kar je pomembno za bolnike z dihalnimi težavami, nosečnice in ostale ljudi, ter promovirali Piran kot zdravo okolje, če bo zrak čist. Omenjene sensorove postaje, ki jih je občina zaenkrat vzela v polletni najem, sicer uporabljajo tudi v nekaterih drugih slovenskih krajih. Pogodba v vrednosti 15.000 evrov je bila sklenjena s podjetjem Alfa Proxima d.o.o. iz Ljubljane. V Piranu so prepričani, da bodo pridobljeni podatki pomembno prispevali k dolgoročni kakovosti življenja v mestu ter da bodo tako dokazali, da je mogoče združiti razvoj turizma z odgovornim odnosom do okolja in počutja občanov. Vojna v Ukrajini traja že skoraj 3 leta in pol in ne kaže, da bi se umirila. Humanitarni davek vojne je ogromen, saj vsak 3. Ukrajinec oziroma približno 14,6 milijona ljudi potrebuje pomoč. Slovenska Karitas trenutno izvaja 2 projekte za pomoč Ukrajini. V sklopu enega od njiju te dni v Strunjanu letuje 49 ukrajinskih otrok in mladih iz Harkiva, ki se večinoma izgubili očeta v vojni ali pa je oče še na frontni liniji. Otroci in mladostniki so v vojni in kakršna divjava v Ukrajini najbolj prizadeti. Podatki kažejo, da je v obdobju od marca do maja število ranjenih ali ubitih otrok v primerjavi z prejšnjim 3 meseci se povečalo za 3-krat. V obdobju vojne v Ukrajini je bilo ubitih ali težko ranjenih vsaj 700 otrok. Lažje ranjenih skoraj 2000. V letih od začetka vojne je v Sloveniji letovalo 7 skupin oziroma 313 otrok. These children have lived through fear, loss and displacement. But here by the sea, they are smiling again. They are laughing, making new friends and experiencing moments of normal childhood that war had stolen from them. Drugi letošnji projekt strateškega partnerstva med zunanjim ministrstvom in Karitas za pomoč Ukrajini pa je obnova 80 porušenih domov in srednje šole v regiji Harkiv. We are
v Slovenski Karitas smo res Ukrajini pomagali od prvih dni vojne, najprej s humanitarno pomočjo. Do danes smo poslali že 39 pošiljk humanitarne pomoči, zdravili, hrano, higienskimi potrebščinami, spalkami, vsem drugim potrebnim. Ta pomoč se nadaljuje, predvsem sodelovanju z ukrajinskim veleposlaništvom v Sloveniji. Razmere pa so danes v Ukrajini najtežje od začetka vojne. Največ je bombardiranja, brezpilotnih letal, ljudje se ponovno razseljujejo. Vsak tretji Ukrajinec nujno potrebuje humanitarno pomoč od hrane, vode, zdravil, oskrbe. 11 milijonov ljudi je ali beguncev ali notranje razseljenih. Številni so prizadeti, številni so izgubili zaposlitev, na vaseh polja so minirana, ljudje zaprte, ljudje so še vedno po kleteh, še posebej na območju frontnih ljudi, kot je tudi regija Harkiv. Skupna dosedanja pomoč Slovenske Karitas Ukrajini je dosegla 5,4 milijonov evrov. V preteklosti smo veliko pisali in govorili o klavrni podobi krajinskega parka na Debelem rtiču. Zdi se, da se prav veliko ni spremenilo in je problematika še kako pereča. Na spletnih omrežjih je moč zaslediti komentarje nezadovoljnih občanov, ki pozivajo k spremembam. Okolica kopališča je namreč zelo nevarna, tako za otroke kot odrasle. Na sprehodu po plaži smo naleteli na steklo, žeblje, odpadno železo, smeti in celo viseče električne kable iz delujočega električnega droga. Občina Ankaran že vrsto let ne uspe rešiti težave z Ministrstvom za notranje zadeve, občanom pa se zdi, da se niti ne trudijo to odpraviti. Dodajajo, da je edina stvar, ki so jo uspeli dodati, plačljivi parking, kjer moraš odšteti 2 evra na uro. Policijski sindikat Slovenije si sicer že leta prizadeva za vrnitev objektov na Debelem rtiču, ki so bili prvotno namenjeni za počitniško dejavnost zaposlenih na prej omenjenem ministrstvu, njegovem inšpektoratu ter policiji, a jih je vlada leta 2016 namenila beguncem. Glede nekaterih nepremičnin na območju Debelega rtiča poteka med ministrstvom in občino Ankaran lastninski spor, zato se zadeve in pravice že ugotavljajo na sodišču. V Kopru se je danes zaključil 32. poletni tečaj slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran, ki je od 9. julija potekal v organizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Letos se ga je udeležilo približno 50 tečajnikov iz 16 različnih držav. Prihajajo res z različnih razlogov, tudi starostno so od 17 do 72 let. Nekateri želijo ponovno odkriti svoje korenine, nekateri pridejo, ker se želijo vpisati na študij v Slovenijo, nekateri tukaj že živijo, pa želijo samo utrditi svoje znanje, nekateri so našli tukaj ljubezen, nekateri poslovno priložnost, tako da imamo res različne vidike. Cilj tečaja je, da izboljšajo svoje znanje slovenščine in bolje spoznajo slovensko kulturo. Njihovi dnevi so organizirani tako, da imajo poleg jutrnjega lektorata še popoldanske ustvarjalne in strokovne delavnice ter izlet, kar jim je omogočilo, da so lahko jezik uporabili v konkretni situaciji. Jezik ni samo jezik, niso samo pravila, ni samo slovnica, ampak zelo pomembno je, da tečajniki začutijo naš utrip, se spoznajo našo kulturo, naše razmišljanje in tako potem, ko odidejo domov, ne odnesejo samo nekih pravil, ampak tudi kanček naše kulture. Nekaj udeležencev je z nami delilo svoje vtise. Tukaj sem zato, ker želim se naučiti slovenščino, zato ker mislim, da vsi, koliko znaš jezik, toliko si bogat in širše gledaš na svet. Tudi moj očet je Slovenec, tako da to je še en boljši razlog, da ja učim slovenščino. Tukaj imam srečo, da sem prišla, zato ker so zelo dobri profesori in
vsi so zabavni in je zelo zabavno se učiti slovenščine in ni dolgočasno in je to najboljše nekaj, ki sem delala to leto. Kaj pa ti je najtežje pri učenju slovenščine? Najtežje pri učenju je slovnica, zato ker moj očet je iz Ljubljane in on govori ljubljansko slovenščino, tako da vse skrajša in to mi je najtežje zdaj, da se prilagajam na pravilno govorjenje slovenščine. Se udeležim tečaja, ker živim tukaj in delam na univerzi in hočem se pogovarjati boljše. Zdaj učim se slovenščino 6 let, se udeležim različni tečaj, ki Univerza na Primorskem organizira za tuje zaposlene in se udeležim, mi je všeč. Kaj pa ti je najtežje pri učenju slovenščine? Najtežje pri učenju slovenščine je same skloni, ker v mojem jeziku jih ni in tudi izgovorjava nekaterih besed. Zanimanja za učenje slovenskega jezika je čedalje več, kar potrjujejo tudi vse številčnejše prijave na poletni tečaj. Kljub muhastemu vremenu se je 3-dnevni festival Big Bandov Marezi Jazz v soboto uspešno zaključil. V vseh 3 dneh je prišlo več kot 3000 obiskovalcev. V četrtek so nastopili bendi Slovenske Istre in udeleženci poletne šole Zgrabi zvok, ki so se cel teden izpopolnjevali na delavnicah. Namreč ta teden je potekal Zgrabi zvok, naša poletna šola, ki jo organiziramo skupaj z glasbeno šolo Jazz Obala in v bistvu pod mentorstvom mladih, ampak zelo nadarjenih in izkušenih mentorjev se je 30 mladih v bistvu učilo jazza in učilo igranja v Big Bandu. Ker Marezi Jazz je big bandovski festival in zato je tudi naša poletna šola namenjena Big Bandu. Torej, mi smo bili zdaj cel teden, smo probali biti čim bolj pridni in pridružilo se nam je v bistvu 30 ali več celo udeležencev delavnice Zgrabi zvok in v bistvu je to že 4. leto in smo malo razmišljali, kakšen program bi mi sestavili. Ponavadi vsaj jaz rad spodbujam mlade, da pišejo glasbo, da ustvarjajo, da so čim bolj ustvarjalni in danes bomo tudi zaigrali primerno eno avtorsko. Petkovo dogajanje je zaradi dežja potekalo v zasilnem notranjem prostoru Kanava. Kljub selitvi je program potekal v celoti, zasedbe kot so Jazz Hiccups, Jazz.Big Band, Big Band Cerknica z Goranom Krmacem, Big Band Grosuplje in švicarski gosti iz Freiburga so poskrbele za klubsko, a zelo energično vzdušje. V soboto so obiskovalce razvajali koroški Big Band Nova z vokalistko Marušo Kost ter Big Band Krško s 3 pevkami in pop aranžmaji. Vrhunec večera bi moral biti nastop zasedbe Euro Cubans, v kateri igrajo legende kubanske glasbe, a ga je zaradi nenadavnega naliva po 2 skladbah prekinilo vreme. Kljub temu je festival zbral več kot 2500 evrov donacij za raziskavo trojno negativnega raka dojk. Nogometaši Kopra so uspešno preskočili prvo oviro v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Po remiju pred tednom dni v Sarajevu, ko sta se ekipi razšli z 1-1, se je odločitev o potniku v naslednji krog preselila v slovensko Istro. Po dolgem času razprodana Bonifika je spremljala napet obračun, rumeno-modri pa so na koncu slavili s 3-1. Več kot 4000 obiskovalcev je videlo dvoboj 2 na papirju enakovrednih ekip. Vzdušje na tribunah je bilo fantastično, zato so poskrbeli predvsem gostujoči navijači, ki se jih je zbralo okrog 2000. Na začetku sta se ekipi še tipali, potem pa se je nivo igre dvignil in sledile so priložnosti. V 26. minuti je goste v vodstvo popeljal Sulejman Krpič, ki je uspešno realiziral najstrožjo kazen. Veselje na stadionu je bilo ogromno, a trajalo je le do konca polčasa. Ko se je že zdelo, da bo Železničar na odmor odšel s prednjosto, se je zgodil preobrat. V zadnjih 9 minutah prvega dela so Koprčani dosegli kar 3 zadetke. Veljko Mijailović, Kamil Manseri ter Jean-Pierre Longonda so poskrbeli, da se je potnik v naslednji krog odločil že po prvih 45 minutah. Na tem mestu velja omeniti tudi Josipa Iličića, ki je znova podal pri 2 od 3 golov. Ja mislim, da je skroz drugače bilo utakmica nego u Sarajevu. Naravno, od početka smo ušli drugačije, agresivnije.
kao ekipa, navijači su nam puno pomogli u tome. Mislim da smo skroz zasluženo već u prvom poluvremenu riješili skroz utakmicu i to je to. Želeli smo pokazati igro, kar nam ni nekako uspevalo v Sarajevu. In če pokažemo igro in smo na nivoju zadnjih 2-3 mesecev, potem imamo malo več šans, da se lahko nadejamo pozitivnemu rezultatu. To je danes v večini tekme bilo tako. Prišli smo do rezultata, katerega smo potem samo lahko pametno in strpno obdržali do konca in mirno pripeljali tekmo do konca, čeprav je bilo skozi tekmo kar nekaj nervoze, normalno velik je vlog. V tem par okrogu sta se res srečala dve ekipi, ki sta mogoče tudi najbolj, ali pa rečemo, med najbolj kvalitetnejšimi v tem prvem predkolu. V drugem polčasu smo videli kar nekaj lepih priložnosti na obeh straneh. Gostom sta zadetek iz 2 sijajnih priložnosti preprečila Prečka ter znova odlični vratar Metod Jurhar. Na drugi strani bi lahko Koper zmago še povišal, a je bil 2-krat nenatančen rezervist Nik Omladič. Primorci se bodo v naslednjem krogu pomerili z norveškim Vikingom, ki je trenutno celo vodilna ekipa tamkajšnjega prvenstva. Pred četrtkovo tekmo v Skandinaviji Koprčane čaka prva tekma v državnem prvenstvu, ko bo na Bonifiko prišel ljubljanski Bravo. Za konec lahko dodamo, da so se napredovanja v naslednji krog Evropske lige včeraj veselili tudi Celjani, ki so izločili azerbajdžanski Sabah, medtem ko je Olimpija izpadla proti kazahstanskemu Kajratu, zato bo nastope nadaljevala v konferenčni ligi skupaj s Koprom in Mariborom. Osem mesecev po operaciji kolena se je Toni Vodišek prvič podal na vodo in blestel na prizorišču prihodnjih olimpijskih iger, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. Na slovitem Long Beachu se je Koprčan vrnil na zmagovalni oder, saj je v svojem jadralnem razredu Formule Kite osvojil prvo mesto. Srebrni olimpijec je zmagal na kar 10 od skupno 14 regat in za sabo krepko pustil drugouvrščenega Britanca Conorja Bainbridgea ter tretjega Čeha Vojteha Koško. Naš najboljši kajter je bil predčasne zmage zelo vesel, si pa je želel še kakšne regate, ki so bile zaradi pomankanja vetra odpovedane. Uspeh je fantastičen tudi zato, ker je za njim dolga rehabilitacija, potem ko je lani na treningu obnovil poškodbo desnega kolena. Prvič se je na morju znašel sredi junija, manj kot mesec dni kasneje pa je že zmagal. V vmesnem času je bilo izjemno pomembno in tudi ključno delo konditijskega trenerja Rada Gregoriča, ki je poskrbel za hitro vrnitev. Tonja med najboljše. Predsednik vlade Robert Golob je te dni obiskal dom za ostarele v Polzeli, kjer ga je pričakala prava doza iskrenosti in prisrčne zmedenosti. A poznate gospoda? Gospoda, je že v redu. Pa naslednjič. Naš predsednik vlade je. Ja? Vse v redu. Ne vem. Ja. Ne, ampak je. Kar lepo umiral. Ja. Jaz sem Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili kulturne dogodke, ki se bodo med 19. in 25. julijem odvili v slovenski Istri. Na sobotni večer 19. julija se bo ob 19. uri v Palači Graviziji v Kopru pričela okrogla miza na temo 30. obletnice genocida v Sarajevu. Dogodek se bo odvil v sklopu 32. Primorskega poletnega festivala. Ob 19. uri in 30 minut pa bo semedelska promenada v Kopru oživela z otroško predstavo, v kateri bo nastopil Klon Zupi v okviru 23. Alpe Adria Puff festivala. Ob 21. uri pa v amfiteatru Auditorija Portorož sledi pravi glasbeni spektakel. Stuart Copeland, ustanovni član skupine The Police, bo skupaj z orkestrom izvedel projekt Police Deranged for Orchestra, kjer bodo legendarne skladbe dobile simfonični rock pridih. Ob 21. uri in 20 minut pa se bo v Palači Graviziji nadaljeval 32. Primorski poletni festival z monodramo A kot Srebrenica, čustveno nabito gledališko delo, ki osvetljuje eno najtemnejših poglavij sodobne zgodovine.
V nedeljo pa se bo pričel cikel filmskih večerov na Prešernovem trgu. Gre za dogodke, ki se bodo odvili na pobudo mladih lokalnih filmoljubov. Na prvem večeru bo predvajan film Dogman režiserja Mateja Garona. Gre za vizualno močno in socialno kritično dramo, ki se odvija v predmestju Rima. Pričetek projekcije ob 21. uri. Dan kasneje v torek pa bo staro mestno jedro Kopra ovil duh glasbe, namreč ob 20:30 bo na Kapodistriasovem trgu v sklopu festivala Poletje z biseri nastopila Urša Mihevc in Urban Koritnik ob spremljavi zasedbe Smrdel Brothers Collective. Večer bo v znamenju pop-rocka z akustičnim pridihom. Pol ure kasneje pa se bo na Manzioljevem trgu v Izoli pričel koncert v okviru serije Izola in Musika. Na oder prihaja energična lokalna zasedba Pantaloons, znana po svoji mešanici džeza, funka in breakbeata. Četrtkov večer bo prav tako poln glasbe, ob 20:30 bo Largo pri Špini v Izoli v sklopu četrtkovih večerov pri Špini gostil Petra Della Bianco in The Talkers, ki bodo ulico preželi zvoki etna, folka in roka. Ob 21. uri pa se bo v križnem hodniku samostana Svetega Frančiška v Piranu nadaljevala serija 47 piranskih glasbenih večerov, tokrat z vrhunskima glasbenikoma Janom Mračkom in Lukasom Klanskijem, ki bosta pričarala večer klasične glasbe. Prav tako ob 21. uri pa bo v lapidarju Pokrajinskega muzeja Koper potekala filmska projekcija v sklopu potujočega kina, Kino Istra. Platno bo osvetlil film, ki je na evropski ravni požel velik uspeh. Gre za film Fiume o morte hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića, ki raziskuje zgodovinske in identitetne napetosti v hrvaškem mestu Reka. Na petkov večer ob 20. uri pa bosta v mladinskem centru Markovec City v Kopru v okviru akustičnih večerov nastopili zasedbi Zajtrk in Aritmija z izborom etnošansonov in avtorske akustike. Prav tako ob 20. uri pa se bo na Sveti Katarini v Ankaranu pričel večer plesne glasbe z uveljavljenim DJ-jem Pavlom Barbatom. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.